Pozdravljeni. Kozarec rdečega vina po kosilu je zdrav za srce, pitje piva poveča količino materinega mleka. Ti miti držijo? O tveganem pitju alkohola bom govorila z doktorico Tadejo Hočevar z NIJZ, vodja projekta SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katero bova razjasnili, kdaj pitje postane tvegano in kaj pitje alkohola naredi organizmu. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala, lepo pozdravljeni. Zakaj je takšen občutek, da se je o pitju alkohola težko pogovarjati, čeprav živimo v družbi, ker je pitje tako neka kulturno-družbena norma? Ja, morda ravno zato. Alkohol je pač strup, je toksin, hkrati pa je v naši družbi zelo razširjen. Je tudi zelo normaliziran, kar pomeni, da imamo zelo toleranten odnos do pitja alkohola, pa tudi do pijanja z njim. In zaradi tega zelo hitro lahko spregledamo težave zaradi alkohola, dokler te niso že zelo resne oziroma hude. Takrat pa ne samo, da je potrebno več angažmaja, da se te težave lahko uspešno razrešijo, ampak to zelo pogosto spremlja tudi stigma, ki pa potem poskrbi žal za to, da tako človek težje, ki ima težave zaradi alkohola, spregovori o tem in poišče pomoč, pa na drugi strani ljudje ali ne znajo ustrezno pristopiti, nismo opremljeni. Žal, neredko pa je lahko prisotna tudi stigma, zaradi tega, ker človek lahko povezuje težave zaradi pitja alkohola s šibkim ali pa slabim karakterjem človeka. In potrebno pa bi bilo najprej razumeti alkohol, pitje alkohola, začenši z njegovimi učinki oziroma načinom sploh delovanja, ko vstopi v telo. Kaj pa se zgodi, ko alkohol vstopi v telo? Zakaj je, rekli ste, alkohol strup? Ja, torej alkohol je strup zato, ker je etilni alkohol etanol in to je toksin po sami svoji naravi oziroma osnovni definiciji. In to ne glede na to, o kateri vrsti alkoholne pijače govorimo, povsod je to prisotno. In ko vstopi, torej ko pijemo skozi usta v naše telo, gre prek žrela, požiralnika v želodec, potem preko tankega črevesa se vsrka v kri in z njo potuje, in to z vsemi svojimi negativnimi učinki, po vsem telesu. Kopiči se najbolj v tistih delih telesa, organih, tkivih, ki imajo največjo vsebnost vode. In še posebej bi tukaj izpostavila možgane, ki jih sestavlja 80% vode. In razgradnja alkohola pa v veliki meri, več kot v 90%, poteka v jetrih. Jetra so tista, ki so odgovorna za razgradnjo alkohola, ki se potem v obliki presnovkov izloči iz ledvic. Le nek majhen delež pa se v nespremenjeni obliki izloči iz telesa z dihanjem, s potenjem in uriniranjem. No, in jetra potrebujejo svoj čas za razgradnjo alkohola in tega časa, tega procesa mi ne moremo nikakor pospešiti. V principu jetra nekako 1 do 2 potrebujejo za to, da razgradijo 1 enoto alkohola oziroma 10 gramov čistega alkohola, kar pomeni recimo 1 deci vina, zato bodo potrebovala jetra 1 do 2 uri. In dokler do te razgradnje ne pride, alkohol nemoteno potuje, cirkulira po vsem telesu in neugodno učinkuje, se pravi škodljivo učinkuje na vse te dele telesa, kjer se nahaja. Kaj pa pomeni tvegano pitje alkohola? Koliko je tvegano pitje? Je to že 1 deci, ste ravnokar rekli? Ja, tvegano pitje oziroma pitje alkohola. Vsako pitje alkohola
prinaša neko določeno stopnjo tveganja za negativne učinke, iz razloga preomenjenega, da gre za strup. In več, ko bomo pili pogosteje in v večjih količinah, večje je tveganje, da bo ta strupnost alkohola negativno učinkovala na naše zdravje, telesno in duševno, pa tudi zdravje naše okolice. Stroka je nekako, glede na to, kaj kažejo raziskave, opredelila, kdaj je tveganje lahko manjše ali večje, oziroma kdaj lahko že govorimo o škodljivem pitju alkohola in pa potem tudi o sindromu odvisnosti od alkohola. Se pravi, vsako pitje je tvegano, imamo lahko manj tvegano pitje in če se izrazim z mericami alkohola, se pravi preomenjenim 10 gramov čistega alkohola, ki je običajno v deci vina ali pa enem šilcu žgane pijače oziroma 2,5 decilitra piva, je za moške še sprejemljiva meja, bi rekli, nikakor pa ne priporočljiva, dnevnega vnosa, torej ne več kot 2 enoti, pa na teden ne več kot 5 enot oziroma v posamezni priložnosti, za žensko pol manj. In ko se te meje presežejo, je pa tveganje za negativne posledice mnogo večje, kar pomeni, da če bo oseba s tako vrsto pitja nadaljevala, s takimi količinami in načini in pogostostjo, bo zelo verjetno prišlo do nekih škodljivih učinkov. Zdaj, škodljivo pitje, razpon škodljivosti alkohola pa je od lahko glavobola ob naslednji dan po pivski priložnosti, kjer je šlo za opitost, do hudih posledic, bodisi na zdravju človeka, ne samo ciroza jeter, tudi povezuje se z rakom, srčno-žilnimi boleznimi, praktično, torej z 200 bolezenskimi stanji in boleznimi se pitje alkohola povezuje, do prometnih nesreč oziroma škode v okolici, tudi v odnosih z bližnjimi. Zelo pogosto je potem ta škoda se odraža tudi na odnosih, konfliktnost, nasilje, zdaj, če je družina, zanemarjanje svojih partnerskih, starševskih dolžnosti, in takrat je potem že zelo velika verjetnost, da je saj na meji ali pa da lahko že govorimo tudi o sindromu odvisnosti od alkohola. Rekli ste, da se pravi, da gre za občutek, ko ljudje začutijo znake opitosti, je verjetno to že na poti k neki odvisnosti. Ne, opitost je akutno stanje. Je lahko samo enkratni, lahko nekdo tudi se razlikuje ta občutek, kdaj nekdo čuti torej to opitost, lahko nekdo, ki ni vajen pitja alkohola pri enem že kozarcu ali 2, nekdo, ki pa ima to rezistenco, ker v večjih količinah in dlje časa, ko pijemo alkohol, več ga potrebujemo, zato da občutimo, torej da imamo ta občutek potreben opitosti zelo pogosto povezan z otopelostjo pred stvarmi, stiskami, s katerimi se težko spoprijemamo. Prej ste rekli, koliko je manj tvegano pitje, se pravi, koliko pit. Lahko malo konkretizirava, kaj to torej konkretno pomeni za moškega, odraslega ali pa za žensko? Ja, zdaj, če govorimo o odraslem zdravem človeku, pa če pogledamo po spolu, zdaj za moškega, če gledamo dnevni vnos alkohola, ne več kot torej 2 deci vina ali pa 1 veliko mero piva, oziroma ne več kot 2 šilca žganja na dan. Za žensko pol manj in ne več kot 7 dni v tednu, pri čemer se svetuje, da je vsaj kakšen dan prost, se pravi 5 dni te pivskega vedenja v tednu na način, ki sem ga opisala, za žensko ne več kot 3, oziroma
ob posamični pivski priložnosti, to običajno govorimo o kakšnih praznovanjih, oziroma posebnejših dogodkih, pa za moškega ne več kot 5 meric in za žensko ne več kot 3. Se pravi, če glede vina ne več kot 3 kozarce, ampak deci, ne 2 deci, 2 deci vina za žensko in ne več kot 5 meric za moškega in glede na to tudi glede torej piva in žganice. Ravno smo v prazničnem decembru, ko je veliko silvestrovanj, novoletnih zabav, kakorkoli. Kultura pitja je v Sloveniji kultura, ki ji rečete strokovnjaki mokra kultura, kar sem slišala prvič in mi je zanimivo. Težko je biti nekje na neki zabavi in odkloniti alkohol. Si kar žrtev, tako te sprašuje, kaj je narobe, a si bolan, a se ne počutiš dobro, kaj pa če bi sam enega spil, se ti ne bo nič, se te bom jaz doma upeljal. Skratka, to spodbujanje k temu je zelo močno prisotno v družbi. Ja. In to je točno to, kar ste rekli, odraz mokre kulture. Tega, kot že omenjeno, da smo zelo kot družba tolerantni do pitja alkohola, opijanja z njim, da je pitje alkohola sploh na družabnih dogodkih pričakovan spremljevalec. In res je zanimivo to, kako glede na to, da to ni osnovni živež in ni nekaj, kar bi potrebovali za to, da preživimo, da če človek ne pije alkohola, drugi zelo pogosto lahko pomisli, kaj je narobe, kaj je razlog temu, da ne. Ne pa za vsakega, ki pije, zakaj pije alkohol. In to je kar smiselno, če se človek, ko gleda svoj življenjski slog, ko gleda, kako živi, tako kot gledamo pri hrani, pri gibanju, da pogleda majčkeno tudi, kakšen je njegov odnos do pitja alkohola. Koliko pomembno je, da je v socialni situaciji ali pa kadar si želi neke sprostitve, zabave, alkohol tisti go-to moment, po katerem poseže. Ja, jaz lahko mogoče na svoji izkušnji povem, jaz sem bila prej dosti tipična predstavnica, kako bi rekla, pivske mokre kulture, na neki točki, ko sem se začela profesionalno s tem bolj ukvarjati, pa se tudi že prej nisem sem pa prav se odločila, da ne bom pila alkohola in sem v socialnih situacijah, v družabnih dogodkih, vsakič, ko je bilo nazdravljanje, sem videla točno to, kar ste zdaj rekli, zelo hitro vprašajo in zelo so me čuden gledali. In jaz sem takrat pa čekala, da sem se odločila in pa so pomislili, a sem imela kakšne težave, a je imel kdo drug težave, a je neki, skratka, je moral biti, da ni čist za to, da sem jaz do tega sklepa prišla. Jaz sem pol povedala in v resnici morda ne bi do tega prišlo pri meni, tako zelo, kako bi rekla, načelno kot je, če ne bi delala na tem področju. Tako da to je tudi zanimivo. Ja, včasih ljudje rečejo v družbi, da se ne počutijo dobro s tistimi, ki ne pijejo. Zato, ker oni so malo drugačni, ljudje se spremenijo, pridejo bliže, bolj so intimni, govorijo bolj osebne stvari in potem, če je nekdo trezen med njimi, imajo tako občutek, nekaj ni v redu, da se bolje počutijo. V bistvu, lahko, morda je pa to odraz tudi tega, za ljudi, pa zdaj ne govorim, da nujno je to, ampak za ljudi, ki imajo težave zaradi pitja alkohola, je značilno tudi to, da ne marajo, da drug ne pije. Tako. Ker jim to nekako zrcali. Res je, ja. Bolj, kot rečeno, ni nujno zdaj, da gre vedno za to, ampak tudi to je lahko vzeti v razmislek. Sigurno. Poglejva nekaj mitov, ki so zelo zanimivi za pokomentirati. Ena izmed njih je, nekatere alkoholne pijače so varne tudi med nosečnostjo. Ni alkoholne pijače. Pa se kar stresla, ne. Prej sem povedala, alkohol je strup. In kot tak, z vsemi svojimi negativnimi učinki, ko enkrat vstopi telo, učinkuje na vse dele telesa. In je teratogen. To pomeni, da negativno vpliva tudi na zdravje otroka v trebuhu.
In tako kot hrana potuje po popkovini nefiltrirano skozi posteljico v otrokovo telo in se tam v njegovi krvi zadržuje vsaj tako visoki koncentraciji ali pa še višji kot pri materi. In ker je otrokovo telo tako še zelo nerazvito, jetra, rabi za presnovo dlje časa. To pomeni, da vsi te negativni učinki ne samo celo enaki ali pa višji koncentraciji, ampak celo dlje časa negativno učinkujejo na otroka. In to je lahko že pri zelo majhnih količinah alkohola, seveda pa ni nujno, a ne? In dobro je to, da kadarkoli se nosečniča, če je do neke faze pila in se potem ozavesti, a ne? Da res se to odsvetuje, če takrat preneha piti alkohol, raziskave kažejo, da s tem naredi dobro in več za svoje zdravje in za zdravje svojega otroka, kot če bi seveda nadaljevala. Seveda. Kako pa je s pivom, da naj bi pospeševalo materino mleko? Ne, torej pri pivu je tako, da v glavnem gre tukaj taka stara ljudska modrost, ne? Ženska, torej alkohol pa lahko sprosti, a ne? Torej občutek sproščenosti, mirnosti. In verjetno je tudi s tem povezano, a ne, ta ljudska modrost, da ženska je takrat bolj sproščena, mogoče bolj sigurna v svojem materinstvu in lažje steče, a ne? Zanimivo. Ni nujno, da je tako, ampak ne, Ja. bi lahko bilo. Kaj pa kozarec rdečega vina po kosilu za boljše kri, za boljše zdravje? Ja, strup je strup. In tudi ne predstavlja varovalnega dejavnika za zmanjševanje tveganja za pojav srčno-žilnih bolezni. Tudi če pogledamo recimo parcialno, torej samo srce, nekatere raziskave sicer kažejo, da pitje alkohola lahko zmanjša tveganje za srčno kap, ampak hkrati pa že sam, če samo srce gledamo, pa tudi povečuje tveganje za srčno popuščanje. To je pa najpogostejši simptom težav s srcem, a ne? In tako da nismo nič kaj naredili v resnici, a ne? Sicer pa je lahko povezan ta mit tudi s tem, da to pa za rdeče vino velja, a ne, zlasti, da je vsebnost resveratrora, se pravi antioksidanta, nekoliko višja, ki je dober za zdravje, ampak tega lahko najdemo tudi v učinkovini, ki ni strupena, tako kot je alkoholna pijača, se pravi grozdnem soku, jagodičevje, oreški, arašidi. Pijem samo ob vikendih, tako da to ni problem. Ja, poleg prej omenjenih akutnih posledic, se pravi celo zastrupitve, prometnih nesreč, tudi nebrzdanega oziroma nekontroliranega vedenja zaradi težje kontrole nad impulzi in potem nadalje povezanimi tveganimi vedenji, naprimer tudi tvegano spolno vedenje. Poleg vsega tega pa visoko tvegano pijanje in padci in poškodbe in tako naprej, pa visoko tvegano pitje alkohola spodbuja oziroma vodi prispeva k vnetjem, k inzulinski rezistenci, pa oksidativnem stresu. Vse to je pa znano, da je povezano z rakom dojke, naprimer. Če se ne opijem, ni škode. Se pravi, če spiješ kozarec, pa da ne čutiš opitosti, potem si nisem škodil z alkoholom. Ja, to je to, a ne, kar ste rekli, ne čutim. To, ali človek čuti ali ne, a ne, kot sva prej, je odvisno od tega, koliko je občutljiv, koliko ima sposobnost tega zaznavanja. Bolj pogosto, kot to je, manjša je ta sposobnost, bolj je odporen na to. A ne? In kot sem prej dejala, že ob najmanjših količinah alkohol je strup, ko gre v telo, učinkuje. Mi lahko nimamo občutka opitosti, ampak strup potuje po našem telesu. Zakaj imamo občutek, da če spijemo neko žgano pijačo, ko je mrzlo, da nam je bolj toplo, a v bistvu nam ravno ni? Kako to? Ja, alkohol razširi te žile pod kožo,
in to daje občutek toplote, ki pa je kratkotrajen. V resnici pa ravno zaradi tega toplota iz telesa prej izginja oziroma izhaja in tudi telo se zato v resnici ohlaja, lahko celo torej podhladi in v kombinaciji s tem, da če mi s tem pitjem nadaljujemo, imamo čedalje bolj okrnjeno zaznavanje, kognitivne funkcije, se pravi tega sprednjega dela čelnega režna, ki je povezan z presojo, zaznavanjem, koliko je zaznavan, da mi je mrzlo, koliko je to, da mi je mrzlo hudo ali ne. Kombinacija tega potem lahko vodi tudi, kar tudi beremo, sem in tja, smrti. Se pravi, da to, ko grejo v hribe s čutrco žganice, v bistvu si ne naredijo dobrega s tem? Ne. In to se odsvetuje, seveda, absolutno. Veliko je teh mitov, s katerimi živimo že tako dolgo. Na kakšen način lahko te stvari zakoreninjene premikamo? Ali so mladi bolj dojemljivi za to, ali že gredo tudi v korak s tem, kar poznajo? Vsak lahko, torej najprej je pomembno, da tako kot pri vseh stvarih velja, da se pač čim bolj ozavestimo. Pri tem je zelo pomembno, da se orientiramo po virih teh informacij, ki so verodostojni. To je ena stvar. Potem tisti, ki delamo na področjih ozaveščanja v kakršnemkoli smislu, če je to zdravstveni poklic, novinarski poklic in drugi, da to svojo ozaveščenost tudi širimo, med običajne člane skupnosti. To je zelo ključno, ker v Sloveniji smo res še v tisti fazi, ki nimamo še te ozaveščenosti. Tako da tukaj, kar jaz rečem, vztrajnost in pogum, pa optimizem, konstruktivno, tako sama sebi tudi, včasih, glede tega, kako je pri mladih. Nacionalna raziskava iz leta 2023 je pokazala, da sicer je splošno gledano abstinentov nekoliko več tisti, ki pa pijejo alkohol, pa pijejo pogosteje in v večjih količinah. Ko so pa kolegice gledale starejše, mlajše, je pa se pokazalo, da starejši pijejo pogosteje oziroma večje količine na dnevnih ravneh, mlajši pa to tako imenovano verižno opijanje oziroma visoko tvegano opijanje, binge drinking, kot rečemo v angleščini. In to zaradi prej omenjenih razlogov je posebej skrb vzbujajoče. Tudi pri ženskah, torej in zaradi raka dojke, pa še glede na to, da mladi odrasli veliko pijo, ženske glede na trende tudi čedalje več, pa je zlasti skrb vzbujajoče v času, torej ko je povprečna starost v Sloveniji po letu 2024 30 let, se pravi takrat, zaradi učinkov in teratogenosti alkohola, tudi glede otroka. Kako lahko pomagate svojim SOPA pristopom? Kako se začne vaš način pomoči, kako torej pristopite? Zdaj ideja je, da bi vsak lahko prispeval svoj kamenček mozaika tega, da bi imela slovenska družba v celoti in v vseh porah bolj zdrav oziroma odgovoren odnos do pitja alkohola. In seveda najprej sami strokovnjaki, ki delajo in delamo na področjih zdravja oziroma varovanja zdravja, poklicev pomoči, ozaveščanja, se pravi delovanja v medijskem prostoru, in pristop je tudi tako zastavljen. Kot neka koalicija različnih deležnikov, kjer ima vsak svojo vlogo oziroma namen in način, kako lahko prispeva k tej ozaveščenosti. In če pogledamo zdaj zdravstvene delavce, pa tudi socialne, na centrih za socialno delo, ker tako je mišljeno sistemsko, to še ni urejeno, upam, da nekoč tudi to bo, je ideja, da se ne naslovi pitje alkohola šele takrat, ko so že neke zelo evidentne, torej očitne posledice na zdravju
zdravju in pa zdravju okolice človeka, ampak preventivno. Res kot del naslavljanja oziroma tega, da se pogleda, kakšen je življenjski slog človeka, ko pride v ambulanto, recimo k zdravniku, a ne, da kot gledata, koliko popije, kaj je, koliko se giblje, ali dovolj spi, ali je kvaliteten spanec, kako je z duševnim zdravjem, da se pogleda tudi, kere vrste pijač pije, a so tudi alkoholne, kakšne so, ob kakšnih priložnostih, zakaj. Jaz dostikrat rečem tako, a ne, podobno, da je to res del rutine pri ugotavljanju, kako je zdravjem človeka, tako kakor se zmeri pritisk, a ne, ko pride človek k zdravniku, ker je to del življenjskega sloga in nekaj, kar vpliva in je povezano z zdravjem. In na drugi strani, če pogledamo z vidika človeka, da je torej vsakega od nas, a ne, da smo tudi na alkohol, da nam zacingla, da je to tudi nekaj, kar je pomembno, naš odnos do pitja alkohola, glede tega, kakšno bo moje zdravje, a ne. Se pravi, kot morda skrbim za to, koliko solim, bom tudi gledala, a bom ali ne bom pila alkohola, ne, ali pa v kakšnih količinah. Pa so ljudje resnicoljubni pri tem, da povedo, koliko pijejo. Spomnim se ene raziskave, ravno NIJZ je delal o spolnem vedenju in so ugotovili, da so moški pretiravali pri številu spolnih partnerk, ženske so pa odvzele nekaj spolnih partnerjev. Torej, ali je potem, če te zdravnik vpraša, koliko piješ, ljudje povedo po resnici, ali koliko odvzamete od tistega? Ja, zdaj, značilno je, da tudi na tem področju so raziskave, ne glede na spol, podcenjene, torej rezultati, a ne, podatki iz teh raziskav, da so podcenjeni. Tako je, nekaj je odvisno od človeka samega, koliko je sam pri sebi načisten s tem, kakšen ima odnos do alkohola in koliko je pripravljen to deliti z nekom, a ne, z drugim, tudi če je to zdravnik kot neka avtoriteta, a ne. In na drugi strani je zelo pomembno, kako strokovnjak to naslovi. A je to neka zdaj bova pa pogledala midva pitje alkohola, veste, to je tako pa tako pa tako. To bo človek kar skup zlezel, a ne, kaj je zdaj. Če pa reče, da ne, tako, ko pogledamo to, pa bo pa zdaj pogledala še to, pa mogoče še mimogrede razloži, zakaj in kako, pa zraven vpraša tudi človeka, kaj pa on meni o tem, a ne. To je vedno dobro, da človek tudi sam začne malo razmišljati, a ne. Da ni samo, da nekdo meni nekaj govori, ampak da sam pomislim, točen. Jaz se ga v bistvu pa malo več zdaj vidim, ko sva se pogovarjala po pijem, kakor sem mislila, da ga. Jaz se je pa glavnega takrat, ko ne vem čisto, kaj bi sama sabo, ali pa kadar mi je malo težko. Ja, mogoče bi bilo pa res fino, če bi se raje, kadar mi je težko, ali s kom svojim malo pogovorila, ali pa mogoče, če tole vidim, da ne bo šlo, tam v zdravstvenem domu pa obstajajo neka strokovna podpora, mi nudijo, ker jaz imam urejeno zdravstveno zavarovanje in grem lahko tja brezplačno, a ne, v okviru programa Skupaj za zdravje, pa tudi programa Mira, a ne, in grem majčkeno pogledati in se pogovoriti z nekom, ki bo vedel, a ne, kaj govori, hkrati je pa neobremenjen, pa jaz tudi z odnosom. Ja, ker v Sloveniji je vse razlog za nazdraviti, ne. Nazdravimo, ker smo blizu petku, nazdravimo v petek, ne. Potem dobi nekdo nekaj, se dobrega zgodi. Ves čas je to praznovanje povezano z alkoholom. Ja. A je tudi drugod po Evropi tako? Ja, ni zdaj, da smo lih izjema, ne. To ni redko, to je zelo pogosto, v Sloveniji pa morda še nekoliko bolj. Ja, fajn je, jaz se vedno pač zavedam tega, da nazdravljam, ne, z ljudmi, s človekom. Jaz vedno nazdravljam, pa ne pijem alkohola in jaz se veselim nazdravljanja in zdaj, ko so se ljudje že v vseh teh letih pač tudi zelo navadili, ne, in noben me več ne sprašuje, tudi jaz sem bila zelo tako, ne, kaj pa bi, ne, pa ta. Ampak ne samo, da me ne sprašujejo, ampak jaz dejansko ne opazim razlike, res pa je, kar pa sem opazila, in to sva pa zdaj mogoče spet pri tistem zgledu nekaj, ko jaz govorim kot del svoje stroke, a ne, nekaj pa čist kot jaz, kot v odnosu z drugimi ljudmi. In to mi tudi rečejo, da zdaj, ne, v vseh teh letih, pač jaz kar res striktno pač ne pijem, sploh se ne spomnim nazadnje, kdaj sem, tudi okoli mene ljudje manj, pa ne zdaj, da bi prej ful, a ne, tudi jaz, ampak tako, zelo zanimivo je to, ne, kako, pa se jaz nisem za to posebej trudila, ne. Ste zgled jim torej, na nek način. Ja, tako. Pa tudi vidijo, da jim ni treba, ne, se prideš na klepet, ne, prideš se imeti fino, ne, se ne prideš pit, ne. Ja. Kaj bi si želeli,
kakšen naj bi bil odnos do alkohola v prihodnosti v Sloveniji? Ja, da bi bilo tako, kot je jasno pri kajenju, da je nedvoumno to, da gre pač za strup, da je to, da ni varnega pitja alkohola, da vsako nosi neko določeno stopnjo tveganja in da se škodljive posledice zelo hitro lahko pojavijo in preden se zavedamo in običajno šele pol, kaj je zelo že hudo in da dajmo raj že prej to, tako kakor pri glede hrane, da ne pride do sladkorne tipa 2, človek že prej malo gleda, a ne? Da smo pozorni sam pri sebi človek in da smo opremljeni, da se pogovarjamo o tem, a ne? Jaz se zelo zavedam tega, da sem tudi jaz članica te mokre kulture in morda v mlajših letih, a ne, sem bila relativno zelo povprečna predstavnica, a ne, in to je vedno dobro imeti v mislih, da ni tega razkoraka, a ne. Jaz ne pijem alkohola, vi pa pijete, pa potem je lahko na drugi strani še večja ta nekako nelagodje, a ne, ki lahko običajno samo zaviralno deluje. Sicer, no, pa kar se mi zdi zelo pomembno, je pa neko zavedanje bi bilo, a ne, tudi to je del odgovornega odnosa. Pri alkoholu je fino to, ker to ni osnovni živež, to ni voda, to ni zrak. Mi tega ne potrebujemo, a ne. In tudi, če človek je zelo zabrede, pa je že stvar zelo napredovana. Ni ga človeka, ki mu zagotovo ne bo uspelo ali pa ki mu ne bi moglo uspeti. Pač pri določenih bo to samo stvar odločitve, ne bom, nekdo bo pa rabil več truda, nekdo bo pa to življenjski napor in naloga, ampak zmore. In to je tisto fajn, to je meni, zato je tudi rada delam na tem področju. Človek s tem, da opusti alkohol, ni tako, kot da bi želel leteti brez mehanske podpore. Tega pač ne moremo. To, da pa ne pijemo alkohola, pa zmoremo, vsak lahko zmore, lahko se sam, če ne, imamo ogromno virov pomoči, a ne, torej s podporo strokovno, in tudi zabavamo se lahko in smo sproščeni brez tega. Imamo tudi zdaj zelo veliko možnosti, a ne. Prav. Najlepša hvala, vse dobro vam želim. Hvala lepa. Tudi vam hvala za pozornost, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.